Pozdravljeni. Nahajamo se na Kongresnem trgu pred stavbo nekdanjega kranjskega deželnega dvorca, ki je leta 1919 postal sedež prve slovenske univerze, Univerze v Ljubljani. Če je danes to sedež rektorata univerze, je bil v njem prvotno tudi sedež vseh prvih 5 ustanovnih članic univerze, med njimi tudi filozofske fakultete, katere sestavni del je bil tudi historični seminar. Pa pojdimo pogledat, kje so se nahajali prvi prostori zgodovinarjev. Danes je 27. januar 2020. Pred natanko 100 leti je bil Ljudmil Hauptmann imenovan za prvega profesorja zgodovine na Ljubljanski univerzi. Imel je natanko 1 mesec časa, da je pripravil vse za delovanje historičnega seminarja. V prvem nadstropju deželnega dvorca ob Gosposki ulici je 19. februarja 1920 potekalo prvo predavanje historičnega seminarja v sobi 77. Pred študenti je ob 8. uri zjutraj stopil Ljudmil Hauptmann, ki je predaval občo zgodovino srednjega veka za preseljevanje narodov. Hauptmann, ki je doktoriral v Gradcu, je bil med obema vojnama najbolj mednarodno opaženi jugoslovanski medievist. Raziskoval je socialno, politično in teritorialno upravno zgodovino. V času svojega delovanja na Ljubljanski univerzi je napisal med drugim prodorno študijo spisa o spreobrnenju Bavarcev in Karantancev, Conversio Bagoariorum et Karantanorum, najpomembnejšega pisnega vira za zgodnjesrednjeveško zgodovino Srednjega Podonavja. Današnji Prešernov salon ob zbornični dvorani je bil nekoč del prostorov historičnega seminarja. To je bila bife in kadilnica za poslance, takratne kranjske poslance. Tako da je kolega Merik prepoznal, da je še vedno dišalo po tobaku, ker on je še tja na predavanja hodil. Zaradi teh prostorov smo zgodovinarji še danes povezani s kapljico rujnega. V sosednjem prostoru je bil sedež historičnega seminarja. Tu so potekale seminarske vaje, tu so imeli profesori svoje mize in tu je bil prostor za seminarsko knjižnico. Knjižnica oddelka za zgodovino je bila ustanovljena 1920. leta. Pred sabo imam prvo inventarno knjigo. Prvi vpis se nanaša na gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. Te knjige stojijo v priročni knjižnici. Dragocene zaklade od 17. stoletja dalje pa naša knjižnica hrani v trezorju. Najzanimivejše gotovo original Valvazorja slave vojvodine Kranjske. Da bi oddelek ohranil to knjižnico, bogato. Jaz mislim, da je to taka dragocenost, da ne sme biti inkorporirano, kot se sliši, v neke večje fonde. Stojimo pred Plečnikovo stavbo Narodne in univerzitetne knjižnice. No, 41. leta je bil NUK zgrajen. In takrat so se bali, da ne bi Italijani NUK zasedli svojimi in so vse oddelke filozofske fakultete premestili v ta prostor. Med njimi tudi oddelek za zgodovino, takrat imenovan še historični seminar. Glede na poročilo o razporeditvi prostorov v stavbi, je oddelek za zgodovino dobil svoj sedež v desni polovici pritličja. In sicer v zadnjih 2 oknih je bila predavalnica,
Sledila je knjižnica. Iz 61. leta se je pa zidala nova stavba, smo se pa preselili tja. V tem prostoru so bili seminarji. Predavanja smo imeli v balkonski dvorani. Na univerzi. Na univerzi. In pozneje del predavanj tudi na Realki, tukaj ob Vekovi ulici, v pritličju, mislim, da je levo, na levi strani. Leta, torej 1946, so se predavanja začela oktobra. In to v tej predavalnici. Prvo predavanje, oziroma seminar v ponedeljek popoldne je imel profesor dr. Gregor Čemošnik. Tale predavalnica je bila nabito polna. Toliko se jih je odločilo za študij zgodovine. Toda on je vstopil v ta prostor, razdelil liste, na katerih so bili teksti iz latinščine. Nek tekst v zvezi z južnoslovansko zgodovino je bil v latinščini in mi smo debelo pogledali. Ja, je rekel, brali bomo na seminarjih originalne tekste v jeziku, v katerem so bile te listine napisane. Potem je pa vprašal, zna kdo grško. In javila se ena kolegica, Julka Marinič, ki je obiskovala klasično gimnazijo v Mariboru, še pred vojno. Ja, prav, jaz bi pa tudi grško znala. No, in profesor Čemošnik je bil navdušen in je rekel tako, zdaj pa beremo in prevajamo ta tekst. Zanimivo je to, da v naslednjem seminarju nas je prišlo samo še pol. Vsi ostali so se prepisali na geografijo. Samostojno študiranje sredi 20. stoletja. Študentje smo imeli tam možnost, da smo v časopisni čitalnici v Narodni univerzitetni knjižnici torej študirali v veliki čitalnici. In še nekaj, mi smo se skupaj pripravljali na diplomske izpite. Recimo grupa, smo se dobivali pri enem ali drugem doma, ali pa celo to, da smo šli v kavarno Nebotičnik, kjer so nas že poznali natakari, smo naročili 2 deci radenske in so nas pustili primer, da smo skupaj študirali. In nekako ne samo študirali, ampak mi smo govorili, pripovedovali, kaj sem študiral, izmenjevali misli. In seveda, potem ni bilo težko na izpitu govoriti po seminarju, seminarji so bili tudi popoldne, da smo šli potem v Rio. Ampak tako, da smo, ker smo bili pač študentje, naročili smo en liter, 2 smo imeli pa pod mizo. Tako da smo samo en liter plačali. In bili cel večer tam, plesali in tako naprej. Kakšnih bonov za hrano najbrž niste imeli kot današnja generacija. Torej, mogoče te razmere socialne so se nam najbolj kazale pri preskrbi. Namreč študentje smo imeli na voljo ljudsko kuhinjo in pa študentsko menzo. V obeh hrana ni bila niti kaj preveč obilna, niti kaj preveč kakovostna, ampak kar je bil največji problem, tudi ta hrana je bila za nekatere predraga in si jo niso mogli privoščiti. Jaz sem si pomogel na ta način, da zjutraj in zvečer sem pač jedel doma, medtem ko sem opoldne za kosilo pa šel v Hočetu v pekarijo, vzel nekaj žemelj in sem imel torej kosilo na ta način saturirano. Moram pa povedati, da niti nam ni bilo vsem jasno, kako so nekateri živeli v izjemno slabih socialnih razmerah.
Ko sem diplomiral, sem kolego povabil, sem rekel, te povabil na kosilo k mraku. Rekel mi je, ti mene ne boš nikoli povabil na kosilo. Sem rekel, dobro, kaj sem se ti pa zameril? Ja, je rekel, veš, tole bi ti rad povedal, tiste 2 žemlje, ki si mi jih ti dal za kosilo, je bila včasih moja celodnevna prehrana in kadarkoli se bo srečala, lahko samo jaz tebi povabim v zahvalo za tisto, kar si mi takrat dal. V številnih ozirih je študij na oddelku kljub težavnim povojnim razmeram potekal nemoteno. Že, torej profesor Červoški je leta 1947, ko je bilo še vse pravzaprav porušeno komunikacije, organiziral ekskurzijo po Jugoslaviji. Katerega leta je bilo to? 47, to je bilo junija. Sarajevo, Dubrovnik, Split, Zadar, Reka. Šli so pa z nami tudi umetnostni zgodovinarji, v vodstvu pa je bil profesor Červoški, profesor Kos in profesor Stele. Torej, ekskurzija je bila strokovno odlično organizirana. Moram reči, ker so tudi povabljeni bili lokalni, recimo. V Dubrovniku je profesor, direktor arhiva Foretič, recimo, prevzel vodstvo. V Splitu profesor Abramič, znan arheolog. Vem, da smo šli v Kaštele, pa je bil takrat problem s prevozom, ampak so vse to znali organizirati. Nekatere ekskurzije so danes posebej zanimive z kulturno-zgodovinskega vidika. 51. je pa profesor Cvitar predaval o Evropi pa teh rudnikih, Amalden pa Idrija pa tako naprej. No in pa smo se z njim pogovarjali, pa je bil za to, da bi šli v Idrijo, v rudnik. Pridobil je profesor Rasto Vodušek, ki je bil pa profesor za meteorologijo na montanistiki, specialist za idrijski rudnik. In se odločimo, gremo v Idrijo. Zdaj je seveda prevoz. Vodušek je rekel, pejte, vi študentje, bomo že odobrili na izvršni svet. In sva šla s kolegom Petrom Ribnikarjem, midva so bila zelo povezana, gremo na izvršen svet, rad bi in prevoz do, pa tako naprej smo obrazložili, malo so jamrali, no prav, damo vam en kamionček. In pride en kamionček pokrit s plahtom. Ja, pa noter klopi, lesene. No, ven smo rekli, gremo v Idrijo in smo šli dol v rudnik. In zdaj punce so šle v sanonarkah in nazaj smo mogli plezati po enih železnih lestvah, pa predvsej visok. Ene so mislili, da bojo kar umrli. No, ampak pol, torej res, jaz se še danes spomnim, takrat so še rudarili, smo bili prav v tistih rovih, so bili rudari in so tolkli po stenah in je živo srebro ven kapljalo in so lovili tisto. Prav videli smo način pridobivanja živega srebra. To je bila čudovita ekskurzija, res moram reči. Takrat je bilo nas študentov razmeroma zelo malo. Predavalnica je bila za približno 60 študentov. Naj še to povem, da nas je bilo v letniku od 10 do 15 študentov in da so profesorji predavali za vse letnike hkrati. In sicer so razporedili materijo tako, da so v 4 letih spredavali v glavnem vso problematiko svojega obdobja. To pa ne pomeni, da si prišel na začetek, ampak si lahko pri enem profesorju prišel sredi tega ciklusa in potem si šel od tam nazaj potem do začetka.
poleg tega smo imeli pa še posebne izpite za posamezne letnike. Ta prvi letnik, naprimer uvod v študij zgodovine, latinščina, nemščina, drugi letnik je potem prišlo dodatno, so prišle pomožne zgodovinske vede, potem arheologija in umetnostna zgodovina. Moram povedati, da mi je umetnostno zgodovino predaval profesor Stele. Zadnja 2 letnika sta bila v večji meri posvečena pedagoškim predmetom. Poleg tega smo pa seveda vse 4 leta morali poslušati predvojaško. Bogo Grafenauer, katerega portret visi tukaj za nami, je bil po smrti Milka Kosa vodilni slovenski zgodovinar. Središče njegovega zanimanja je bil srednji vek, drugo njegovo veliko področje, s katerim se je ukvarjal, je bila seveda koroška zgodovina. Presek srednjeveške in koroške zgodovine obravnava tudi njegovo. Temeljno delo ustoličevanje koroških vojvod in država karantanskih Slovencev, ki je šlo leta 1952. Delo tudi po več kot 70 letih od izida ni izgubilo na svoji aktualnosti in pred kratkim smo uspeli to delo v večini prevesti tudi v nemščino in ga tako narediti dostopnega širši strokovni javnosti. Bogo Grafenauer je bil na nek način usmerjevalec slovenskega zgodovinopisja. Njegova misli, njegove besede so imele vedno pomembno težo, izpostavljal se je tudi v javnosti, kjer je seveda kritiziral določene pojave ali nerazumevanja slovenske zgodovine od venetske teorije naprej, pa tudi vse do sodobne zgodovine. Zaslužni profesor Vasilij Melik je tisti slovenski zgodovinar druge polovice 20. stoletja, čigar raziskave slovenske politične zgodovine v 19. stoletju še zmeraj predstavljajo preprosto temelj za razumevanje tega obdobja in tega fenomena. Njegova najpomembnejša monografija se imenuje Volitve na Slovenskem med leti 1861-1918 in gre za delo, ki je še danes referenčno in zelo uveljavljeno tudi v mednarodnih krogih. Drugače pa Vasilij Melik tudi avtor številnih razprav in člankov, katerih podrobno obravnava politično zgodovino Slovencev v 19. stoletju. Odlomek iz razprave leto 1918 v slovenski zgodovini kaže na še eno izjemno vrlino Melikovega raziskovanja, namreč za njegov neverjeten občutek za sintezo. In ta odstavek, ki ga bom zdaj prebral, govori o političnih nacionalnih konfliktih konec 19. stoletja in o vlogi Prve svetovne vojne pri razpadu Avstro-Ogrske. Torej, nacionalni spopadi so postajali vedno hujši, vendar so poleg nestrpnosti, mržnje in sovraštva živeli v istem času in v istem prostoru tudi razumevanje, sodelovanje in pripravljenost na kompromise. Celo v politiki, kakor kažejo Moravski in Bukovinski sporazum, volilna reforma leta 1907 in še kaj. Vrsta najrazličnejših načrtov o tem, kako bi bilo treba preurediti Avstrijo, predstavlja pravo bogastvo misli, obenem pa svojevrstno priča na eni strani o krizi države, na drugi pa tudi o njeni življenjski sili, saj za umirajoče vendar navadno ne delamo programov. Težko je reči, ali bi prevladali dezintegracijski ali nasprotnik tokovi, če ne bi prišlo do Prve svetovne vojne. Vojna je vse odločila. Najbrž je bilo leto 1914 mnogo bolj usodno kot leto 1918, ki je le plačalo račun za to, kar je vojna sprožila. Programska skupina Slovenska zgodovina, ki jo vodim, raziskuje vsa obdobja slovenske zgodovine od antike do danes. V njej so vsi redno zaposleni profesori in profesorice oziroma predavatelji na oddelku za zgodovino. Skupino je ustanovil moj predhodnik, dr. Rajko Bratoš, v časih, ko se je slovenska znanost v 90. letih preoblikovala. Dobivamo velike in pomembne projekte, ne samo v Sloveniji, pač pa tudi v tujini. Tudi sicer smo zelo povezani z raziskovalci v drugih državah, še posebej na območju nekdanje Jugoslavije, vendar seveda pač v skladu z globalizacijo tudi z drugimi po vsem svetu. Ko sem študiral v drugi polovici 90. let, sem se v glavnem družil s fiziki. In obojim se je zdelo, da študiramo nekaj zelo temeljnega in zaenkrat neuporabnega. Ampak
kakor si ni mogoče predstavljati sveta naravoslovja in tehnike brez fizike, si vsaj po mojem ni mogoče predstavljati humanistike in družboslovja brez zgodovinopisja. In tudi zato, po mojem, je bil študij v našem času po eni strani precej neizprosen in zahteven, zlasti v začetku, po drugi strani pa vendarle zelo prijeten, imeli smo tovariške odnose, predvsem pa je študij že takrat, oziroma profesori se nam že takrat usmerjali pogled preko meja, omogočali številne nove možnosti. Nekateri smo recimo že tedaj odšli študirati v Bratislavo za 1 leto na Univerzo Komenskega, odkrivati divji vzhod. V stoletju delovanja je oddelek za zgodovino uspešno povezoval pedagoško in raziskovalno delo ter sledil principu, da smisel študija zgodovine ni zgolj v reproduciranju letnic, dogodkov in zgodovinskih oseb, ampak v razumevanju zgodovine in oblikovanju kritično in komparativno razmišljujočih zgodovinark in zgodovinarjev širokih obzorij. In kako naprej? Vsem nam mir, milost in pravo spoznanje, prosim, tudi oddelku za zgodovino.